Ok, zdaj se pa dajmo lotiti malo bolj resne teme. Preveč se zabavamo. Seksizma, ki ga sovražim. Seksizem ni nov pojav, se pa na srečo od lanskega leta več govori o tem in upam, da kaj tudi spreminja. V teh dneh je odmeval primer nadlegovanja novinarke, ki se je v živo javljala s planice, kar je dokaz, da ženska ni varna pred moškim, niti kaj zraven kamera, ki jo daja v živo. In jaz mislim, da si ta tema zasluži poglobljeno obravnavo. Zato zdaj k mizi vabim našega liberalnega komentatorja, strokovnjaka za korektnost, da nam pove kaj več o tej temi. Z nami je gospod Jernej Celec. Bravo. Gospod Celec, pozdravljeni. Povejte, kaj bo dobrega? Končno Slovenija več ne zaostaja za Ameriko. Slovenija je več kot 53 let čakala, da smo dobili prvi McDonald's, 9 let, da smo dobili Netflix in le 1 leto, da smo dobili prvi primer spolnega nadlegovanja v medijih. Gospod Celec, zakaj je to dobra novica? Ker se zdaj končno lahko nehamo pretvarjati, da seksizem pri nas ne obstaja. Seksizem ima v Sloveniji podoben status kot Zmago Jelinčič. Ves čas je prisoten, ampak noben se v njem noče zares pogovarjati. Do zdaj so naše državljanke živele v državi, kjer smo vsak primer nadlegovanja upravičili z besedami fantje so pač fantje, Kar je precej butast izgovor. To je kot, če bi vsak primer kraje denarja preko javnih naročil upravičili z besedami vlada je pač vlada. Kaj ćemo? Čas je, da nehamo upravičevati seksistična dejanja in začnemo iskati krivca za nastalo situacijo. No in kdo pa je po vašem mnenju kriv za seksizem v Sloveniji? Krivec je že dolgo časa znan. Čakajte malo, jaz? Ne vi kot vi, ampak vi kot mediji. Aha. Mediji smo krivi, ker ženske prikazujemo kot spolne objekte in zaradi tega slovenski moški več ne vedo, kaj se spodobi in kaj ne. Samo poglejte tole reklamo za modrce, ki se je v zadnjih dneh pojavila na jumbo plakatih po celi Sloveniji. Eden celo zraven mormonske cerkve. Klasičen primer seksizma. Čeprav oglas prodaja modrčke, je namenjen temu, da ga pogledajo moški. Kar je čudno, ker če moški pogleda to sliko, ga prisotnost modrčka v bistvu zmoti. Modrčke kupujejo ženske, se pravi je sporočilo tega oglasa: hej, naslednjič, ko boš kupovala modrc, kupi 2. Če slučajno pride še kakšna kolegica na obisk. To je klasičen primer seksizma, ker takšen oglas nikoli ne bi obstajal za moško perilo. Na jumbo plakatih za moško perilo je vedno Cristiano Ronaldo v boksarcah. Nikoli ni Cristiano Ronaldo v boksarcah, ki poljublja Lionela Messija v boksarcah. Ja. Razumem, kaj govorite, ampak meni se to zdi kot osamljen primer, ni? Ne, gospod Gole, niti slučajno. To se je začelo že v 90-ih, ko nas je presenetil ta oglas. Kar ni nezakonito, taki oglasi lahko obstajajo, ampak liberalno bi bilo, da obstajajo za obe strani. Zakaj torej ni bilo te verzije oglasa? Vsak ima svoj faktor. Moj recimo je 50. Vedno mora biti ženske riti. Se vam zdi to prav? Ampak to ni najhuje. Najbolj seksističen oglas, ki se je te dni znašel na jumbo plakatih po Sloveniji, pa je tale. Kater? Čakajte malo, zakaj je pa to seksistično, kaj pa tle narobe? A ne vidite? 3000 evrov za slovenske mame ob rojstvu otroka. Kje pa smo očki? Jaz imam otroka, kje je mojih 3000 evrov? Jaz tudi rabim denar. Kaj, če imam jaz nagledano kakšno parcelo, ki bo v kratkem spremenila namembnost, Ok, da ne bo izgledalo zdaj, kot da so krivi samo oglasi, seksizem je prisoten v celotni zabavni industriji, tudi v videoigrah. Kako bi drugače razložili, da je najbolj znan ženski lik v videoigrah seksi arheologinja v oprijeti majčki in mini hlačkah? Najbolj znan moški lik pa italijanski vodovodar v hlačah z naramnicami. Vodovodarji niso seksi. A ste jih kdaj videli, ko se sklonijo, pa jim ritven pogleda? To ni seksi. Ni seksi. Ni. Če jaz prav razumem, so po vašem mnenju vsi mediji seksistični. Skoraj vsi, ne pa čisto vsi. V bistvu bi v tem momentu bi rad čestital tej oddaji, ker za pridobivanje gledalčeve pozornosti ne prikazuje nekih pomanjkljivo oblečenih žensk, ampak 2 povprečno grda moška s slabim okusom za obleke. Pohvalno.
In ker vi tega ne delate, se mi je zdelo primerno, da na vas preizkusim, če slovenski moški še vejo, kaj je sprejemljivo in kaj ni. A smo za? Ajde, da vidimo. Evo, gospod Godler, prvi primer. Se vam zdi tole seksistično? Vljudno je, da moški ženski pridrži vrata, ni? Ja, če to naredi iz prijaznosti, je pa seksistično, če to naredi samo zato, da si ogleda njeno zadnjico. Drugi primer. A je tole sprejemljivo dejanje ali ne? Kaj pa tle narobe? Moški pa ženski lahko podari bombonjero. Jaz bi na vašem mestu pogledal video do konca. Ta čokolada je vsebovala močno koncentracijo pomirjevala. S tem smo hoteli samo opozoriti ženske, da ne sprejemajo hrane in pijače od moških, ki izgledajo kot ta gospodič. Pa še zadnji primer, gospod Godler. A je to sprejemljivo ali ne? Dajmo videti. Ne, to ni pa niti približno sprejemljivo. Moški se ne more tako ženske dotakniti brez privolitve, oprostite. V bistvu lahko, tu je šlo za poskus reševanja življenja. Kar smo hoteli povedati je, da je edina situacija, kjer je sprejemljivo, da se moški dotakne ženske brez njene privolitve, če ji rešuje življenje in če ni on tisti, ki ga je ogrozil. Hvala lepa, gospod Celec. Zelo poučno, moram reči. Pomahajte gledalcem. In gledalkam! In gledalkam, seveda. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!